Ko smo zvedeli, da bo RTV prenašal naše tekme, smo bili ful ponosni. Prav na jok nam je šlo. Tako kot mojemu fotru, ki je zvedel, kjer šport trenira. Ampak to nas sam še bolj motivira, da Sloveniji, celemu svetu in pa Branetu Klecnu pokažemo, da se tukaj igra najboljši MDO. Med dvema ognjema. Ja, gre za enega najbolj priljubljenih športov na svetu, ampak pri nas je bila ta članska reprezentanca zmeri zelo zapostavljena. Mislim, kar je zelo nefer, no. Mislim, med dvema ognjema, to je osnova vsakega športa, no. Mislim, a mislite, da je Luka Dončić začel s košarko? Mislim, da je, prosim vas, no. S tem je začel, z osnovo, ne. Igralski kader, to moram povedati, je vrhunski. Fantje so borbeni, hočejo zmagati, pripravljeni so se žrtvovati. Ti, pač sam. Daj povej, kolikrat si dan že dubil v glavo? Žogo v glavo? 6-krat. Požrtvovanje. Ajde, nazaj. Naš šport ima vse, kar lahko ponudijo drugi športi. Hitro igro, atraktivne poteze, napete zaključke, vse. Mislim, no, razen gledalcev nima. To nam zaenkrat še manjka, no. Probali smo vse, da bi privabili gledalce, gratis karte, nagradne igre, ampak nič ni delovalo. In pa smo pogruntali, da so navijači tako kot vojska. Oni grejo tja, kamor gre njihov general. In zato smo povabili njega. Komi smo ga uspeli dobiti, ker športnih dogodkov je res malo morje. On je pa bolj zaseden kot zobar v vašem zdravstvenem. Praktično smo ga mogli ukrasti Balinarski zvezi Slovenije, ki ima tudi zdaj en turnir. Ja, se smo probali tudi Pahorja dobiti, sam nismo mogli zrihtati tega prevoza z zastavami, no. Mislim, gotovo je pa ena velika motivacija to, da nas bo končno prenašala nacionalna televizija in da nas bo lahko videla cela Slovenija na tekmah. Čau, mami. Glejte MDO samo na RTV! Se upravičujem, ne bo na RTV, smo dobili boljšo ponudbo od, se veste. Tako da dajte povedati, koliko. Mami, k sosedi boš mogla iti gledati. Ne bo na dvojki. Pa ne tati jo povedati. Okej. Ful še klipov imamo kle, lahko vse pogledate. Hiter se, oj, hiter se, subscribe bate.